V rubriko Glas ljudstva smo tokrat prejeli dopisnico gospe ali gospodične Jožice, ki se razburja nad stanjem kolesarskih poti po Ljubljani. Jožico moti skoraj vse, od peska na kolesarskih stezah do zametov snega, ki nastanejo pri pluženju cest po zimi. Ker mi o kolesih vemo toliko kot človeška rasa pred 20.000 leti, se pravi nič, smo za odgovor prosili ultimativnega strokovnjaka za vrteče šprikle, zmagovalca neštetih tekem turov in džirov, kolesarskega superheroja iz Kisovca. Jožici odgovarja Primož R. Jožica, tako bom rekel, po svoje imate prav, ampak za prave ljubitelje kolesarjenja zares ni ovir, so samo izzivi. Jaz Ljubljano in njen promet jemljem kot trening. To je, bom rekel, idealen poligon za vaditi začetke tekme, ko smo vsi na kupu, ker je v Ljubljani praktično konstantna gužva na cesti, jutranja gneča, ko grejo ljudje v službo, popoldanska gneča, ko grejo iz službe, opoldanska gneča, ker zdaj noben noče sedeti v službi, večerna gneča, dopoldanska skozi neki, kot bom rekel, večkratni prvak v kolesarstvu, bi si mislil, da sem vajen norih hitrosti in absurdnih manevrov, ampak enkrat, ko si v družbi bom rekel, ljubljanskih dostavljavcev e-hrane, vidiš, da si še kar normalen, da ne govorimo o psihološkem momentu, ker voziti za kolesarjem, ki cel diši po pici, quattro stagioni ni najlažja stvar in to pravi človek, ki je tekmo pa resnica odfural samo 2/3 kože. Ljubljanski promet je za kolesarje to, kar je za zaposlene v podjetjih pijan pogovor s šefom na sindikalcu, pač nevaren, ampak poučna izkušnja, če ti jo uspe preživeti. Slovenci smo kolesarski narod in kolesarstvo ni samo šport prihodnosti, ampak glede na trenutno stanje s cenami goriv tudi prevozni sistem prihodnosti. Zato treniramo, kjer lahko, ne bo to ljubljanske popeskanje, zasežne steze ali pa klanci Tour de France, ker kot pravi star slovenski rek, ni važen kam, važen da gonimo. Čakaj, ključe imam, denarnico imam, telefon imam, sem kaj pozabil? Ja, a subscribe si se? Točno. Eviš, to sem pa pozabil. Takoj naredil, da ne pozabim, ja.